Lepo pozdravljeni vsi skupaj na našem 5. javnem dogodku, 21. maj 2025. Tema je Oče, sin in avtoriteta. tako in v bistvu danes, sva, z Maksom nekako dala temo, ne, da bo razložil, ne, se pravi, s pomočjo simbolne kozmologije si bomo nekako pogledali te odnose med očetom in sinom. In zdaj je pomembno, kako izpostaviti ta odnos sicer kasneje do avtoritete, ki je pa ključna za njuno vez in za vsakega posameznika sicer na poti individuacije. Maks, kaj bi nam ti kaj več o tem povedal? Ja, hvala za besedo, Nadine. Sem to malo, da zdaj ugasim na odmev. Se Se pravi, mogoče je naslov Oče, sin in avtoriteta malo sklic na svetopismo, ampak ni namen bilo to, ampak je mogoče tudi malo zavajajoč naslov, ker oče imajo tako hčerke in sinovi, ne. In v tem primeru prek simbolne kozmologije se bomo ukvarjali, kako otrok doživlja očeta, ne. Sicer je iz te avtoritativne perspektive to drugače za sina, zato ker sin je moški in na neki točki bo postal potencialni oče ali pa bo želel biti oče, ne. Kako to gleda, je drugače kot pri hčerki, ker hči ne bo nikoli mogla postati oče, bo mama. Ampak je pa še vedno razvidno iz naših kozmoloških kart oziroma rojstnih kart, kako mi dojemamo svojega očeta, ki se prek, se pravi arhetipa sonca, ki je planet sonce v naši natalni karti, razbere ta odnos. In je razlika, da se bo sin kot moški, ne, poistovetil s tem soncem ali pa mu kontriral, odvisno, kakšen je bil odnos. Medtem ko hči se pa lahko poistoveti, ampak ker je nasprotnega spola, lahko to deluje preko animusa, se pravi, bo iskala takega moškega, take partnerje si bo izbrala, ki bodo odražali to dinamiko očeta, ne. Ampak zdaj ta avtoriteta se mi pa zdi ključna, zato ker avtoriteta se mi zdi, da iz stare grščine prihaja beseda, ki pomeni, da je več vrst avtoritete, ne, recimo lahko je prek karizme, da si od Boga dan, ne, da imaš to božjo prisebnost v sebi, da s tem navdihuješ druge, ne, da inspiriraš, da motiviraš, ker prava avtoriteta je tisti, ki nekako vzbudi podobna čustva tudi v tebi in želiš ga posnemati, ne. In zdaj paradoks starševske funkcije, še posebej pri očetih, ki imajo v današnjih družbah, vedno so imeli to vlogo nekega vodja, ki usmerja družino, ki je glava družine, ki potem otroke pošlje v svet, ne. Ta dinamika, da oni želijo, da se otrok z njim poistoveti, še posebej prvorojeni sin. Ampak avtoriteta ni nekaj, kar se zasluži, ampak nekaj, kar je, ker je od tega posameznika, ki je deležen avtoritete oziroma vzgoje, odvisno, ali bo ta avtoriteto sprejel ali ne. Ker recimo tudi, saj poznate kakšne dobre učitelje, ki so recimo lahko čisto povprečni, ampak so imeli dobre šale ali pa so znali, nekaj so imeli, da so znali poučevati, da jim je bilo to všeč in vas je to inspiriralo. Zdi se mi, da se Tina hoče čujemo. Jaz te pol ne morem. Okej. In lahko, da ta učitelj ima neko povprečno pedagoško izvedbo, ne, ni tako neki presežek, ampak nekaj v nas prebudi, da se želimo po njemu zgledovati in tega se ne da kupiti. Noben še tako, ne vem, dober župnik, ki pridiga, če mi se ne poistovetimo s to pridigo, tega ne bomo sprejeli, pač je to nekaj, kar poslušamo, čez eno uho noter, čez drugo ven. In enako je pri očetih, ne, tudi vseh avtoritetah, zato ker oče kot simbol avtoritete se potem vedno projicira na druge šefe ali pa neke osebe, ki so nad nami. In zdaj druga komponenta tega našega pogovora, poleg arhetipa sonca, je arhetip Kirona, ki pa predstavlja tega, se pravi, arhetip hkrati ranitelja, ranjenca in zdravitelja, ne. Mogoče lahko tukaj ta arhetip sonca v karti, ne, Ja. natalni, kaj vse nam lahko pove o samem sebi, naši poti Ja. in odnosu z očetom in samo avtoriteto.
Ja, to se me malo zaneslo, se opravičujem, Ja. hvala. Ampak ja, se pravi, položaj sonca, če gledamo zdaj na splošno kot posameznik, v psiholoških terminih je to nekako lahko naš ego na površinski ravni, s čim se mi enačimo, ki moramo mi kultivirati. Sonce tudi vlada znamenju leva, ki predstavlja srce, našo voljo, naš ponos, našo kreativnost, ustvarjalnost, vse te stvari, s katerimi se mi izražamo in imamo nek nastop, ne, ke osvajamo svet okoli sebe, karizma na neki način, ker sonce je zares nek naš notranji bog in če pogledamo simbol sonca, je krogec, pa je notri ena pikica, ne. In v resnici je to ena točka, ki nima presečišča, nekako ne obstaja, ampak je samo znotraj nas, ne. Ta pikica je lahko naš ego, ne, vse Ja. ostalo je pa sebstvo. Tako, ker se lahko samo ene stvari hkrati zavedamo, ampak to vse tako kot sončevi žarki ven sevajo in vse to, kar mi doživljamo, je v nas samih, samo da se to kot, ko pridemo na neko potovanje, ke se razpakiramo, je to del tega našega obroča, te žarke, ke ven sevajo, ne. No, ampak to je na neki strani ego, na globlji ravni je to sebstvo, se pravi, temu rekli sedež naše duše ali pa višjega jaza, katerikoli izraz uporabimo, ampak Jung bi za to uporabil besedo sebstvo, ki pa je, želiš kaj dodati na njo? Ja, da v bistvu s potjo individuacije tudi razvijamo, se pravi, osvobajamo ta primarni ego, če rečemo, ali pa ta jaz, ne. In v bistvu bolj, ko postajamo svoji, ne, bolj postaja ta self, ne, svoji, ne. In to je pač ta cela pot potovanja same individuacije kot take. Ja, saj to sem želel povedati, da sebstvo je neko, nekaj, kar počiva v nas, v tem potencialu, ne, in se to v nas skozi odraža, lahko prek nekih fantazij, nekih sanj, tudi upov, ki jih mi gojimo za sebe, ali pa pričakovanj, ki jih dajo drugi na nas. Ampak ja, tekom dela na sebi, preko poteka procesa individuacije, ne, mi iz tega ega, ki je zelo omejena perspektiva, prihajamo v vedno širšo perspektivo nas samih. In tukaj so te avtoritete, ker neki del nas, ki je v nezavednem, se lahko projicira na drugo osebo, ki to izžareva in se mi pol poistovetimo, identificiramo s tem delom in ga tako lažje razvijamo. To so odnosi tako ključni. Čeprav je sonce neki arhetip, ki bi lahko rekli, da je osamljen, ke si sam, ke to sam na sebi delaš, to energijo iz sebe črpaš, ampak nujno pa rabiš druge, da vidiš v svoj les, ne moreš sam tega prek nekega razuma doseči, ampak rabiš interakcije. Se mogoče lahko zdaj dotakneva samega vzgojnega razvoja, kako je to pomembno pri sami vzgoji sin in oče. Ja, se pravi, oče ima ključno vlogo potem od 3. leta naprej, ko se že otrok mora začeti osvobajati od svoje mame, zato ker mame so zelo, bi tukaj arhetipsko rekli, lunarna bitja, ne, ke želijo zaščititi pa negovati, pa da je otrok varen pa sit. Medtem ko očetov princip tukaj pa bolj ta, da otroka malo pomaga ločiti od mame, tudi otrok začne kazati neko svojo iniciativo, želi raziskovati svet okoli sebe, se uveljaviti. Mama je pa lahko dobronamerno lahko preveč zaščitniška in ga lahko zaradi tega omejuje. In je oče tisti, ki poseže v ta odnos. Tukaj je ta po Freudu oidipski kompleks, ne, da se razreši, da otrok ni več toliko vezan na mamo, ampak se tudi zaveda, da oče obstaja, da je ta neka sveta vez med mamo in očetom in da se on lahko poistoveti z očetom, da ne tekmuje veseljem za pozornost mame, ampak da ga ima za neki model, da bo deloval v svetu in poiskal drugo žensko, potem se pravi ženo ali kaj takega, da bo imel tak podoben odnos, da bo razvil to svojo animo, ne, kot bi Jung rekel. Ampak v osnovi na očetu je ta princip, da mora neke meje postavljati. S tem kaže to avtoriteto, ampak ne to na silo, da bi, zato ker tako mora biti, ampak iz neke te notranje drže, ke ve, česa je otrok zmožen
da ga spodbuja hkrati naprej, da raziskuje, ampak tudi temu pa daje neke ostre meje, da ga zaščiti, da se preveč ne poškoduje, ali pa da ne tvega preveč, ampak hkrati ga pa malo pošilja skozi to neudobje. Ampak tukaj je lahko problem, še posebej, ker so očetje lahko kot moški, lahko so socializirani na tak način, da ne smejo kazati čustev, da je to bolj domena žensk, ne, kar bi lahko rekli, da je nekako indoktrinirano v naši družbi, ampak tudi moški rabimo neko čustveno inteligenco, da preberemo, kje se naš otrok nahaja, ali pa naša partnerka, ne, da lahko zapeljemo ta odnos bolj harmonično. In se mi zdi, da je pomembno, da vsak oče otroka spodbuja, vendar ne, da se z njim tekmuje. Ker če se z njim tekmuje, je to nekako pokazatelj, da on sam nima razčiščenega odnosa s svojim očetom. So tukaj pomembne tudi kakšne frustracije? Ja, lahko so, zato ker potem oče svoje nezavedne, neuresničene fantazije projicira na tega sina. Ta sin namesto njega doseči, ampak prvi otrok, ne, in tudi pol, ko je starejši, se taka dinamika vzpostavi, da oče na neki način želi sebe razviti, ne otroka. In ta otrok nikoli ne bo mogel njega preseči, ker oče želi, da otrok razvije neki njegov potencial, neko njegovo idejo popolnosti, ne, otrok pa svojo. In zaradi tega neskladja so lahko zelo velike frustracije, ker bi dobesedno rekla, da pride do neke vrste kastracije tega sina, ker se ne more uveljaviti, ker ne dobi potrditve s strani očeta, ne. Kako se pa lahko mogoče to kaže v eni odrasli moški osebi kasneje, v njegovem partnerstvu, v njegovem poklicu, v njegovi individuaciji? Ja, v tem oziru je lahko taka oseba lahko zelo, recimo, so take zanimive dinamike. Lahko je na prvi pogled zelo dominantna, ko želi vse očarati, da vse ve, da je popolna, ne. Ampak je ta skrita nota tekmovalnosti, da vedno želi biti najboljša. Tudi če ni, more izpasti najboljša. Ker se mora ta frustracija nekje še predelati, ne. Tako. In zato je tudi, zdaj bi lahko rekli, samo ta šef, ki ima ta nerazrešeni očetov kompleks, ali pa Ojdipov kompleks je problem. Ampak ker psiha je tako bipolarna, ne, v smislu sta vedno dva pola, tudi ta podrejeni, ki se zapeta v ta odnos, ima isto nerazrešen kompleks s svojim očetom. In je samo obrnjena dinamika. Tako, in se nadaljuje v novem odnosu, ne. Tako. Tako da se ta očetovski sam del, zdaj, če smo pri kompleksih, ne, se lahko razrešuje tudi seveda individualno v terapevtskem procesu, v neki skupini, lahko tudi dejansko z nekim športom, a ne, tudi en resni športnik, tudi na ta način lahko obdela stvari, neka oblika, da goji ta del treninga. Kaj lahko še? Neki komentar smo dobili, če je na to vse v redu. Če je vprašanje, bomo potem odgovorili. Če se mikrofon uporablja samo zaradi Zooma, je brez veliko bolje slišati. Očitno, da potem ne rabimo mikrofona, pravimo brez mikrofona. Ja. Je brez veliko bolje tako slišati. Hvala za feedback. Ja, zdaj je veliko boljše, hvala. Je zdaj boljše? Ja. Okej, hvala. Bivam. Torej, kje smo ostali? Ja, te frustracije se potem tudi kažejo to, ne, lahko je to neke vrste šovinizem, ker v osnovi, če ni razrešen Ojdipov kompleks, ne, če sin se nikoli ni poistovetil s svojim očetom, zdaj vedno tekmoval, to potem tudi negativno strojen proti ženskam, ne, pa drugim moškim, ker je ta paradoks, ne, moški rabi ločenost od mame, tako kot tudi hči, ne, ampak če pa hkrati jo rabi, pa je noče, je to zelo lahko izrojena logika nekega pol mačizma ali pa Gre v neko degradacijo. ja, v degradacijo pa nek seksizem. In tudi to se potem, kot če oče ima hčer, kaže tudi na hčeri, ne, da je to neko lahko objektiviziranje, tudi kakšne take ekscesi se lahko dogajajo. Tako da to,
da sin vzpostavi dober odnos z očetom, je res kritično, ampak je paradoksalno, ker sam tega ne more narediti, razen potem, ko odraste preko terapije, ampak rabi pa nekega očeta, Lik. očetovski lik, ki mu to pomaga. Ampak na začetku je pa s takim očetom, ki ga ima, ne. In ta oče, samo upamo lahko, da ima dosti modrosti pa zavedanja, da se to ne gre več za njega, ampak za otroka in za njegovo soprogo, ne, oziroma žensko. Kako pa se to vidi potem v natalni karti, recimo pozicija Kirana, kako se potem to lahko odraža v nekem posamezniku? Lahko daš nek primer, čist ne rabiš. To, da še poudarimo ta arhetip Kirona, kot sem prej omenil, je ranitelj, ranjenec, zdravitelj. To je neka psihološka rana v nas, ne. Tam, kjer imamo Kirona v naši karti, je simbol tak kot ključek izgleda, kjer je neka raven ločenosti, lahko je nek sram prisoten, izobčenosti, tam smo res sami. In tudi Kiran je nekako neka pot samo individuacije, tako kot sonce, ne. Ampak Kiran je bolj, če je sonce to, da se zaveš, koliko si ti poseben, pa drugačen od drugih, da imaš ti nekaj unikatnega v sebi, je Kiran ravno tisto, da se zavedaš, da si drugačen, pa na tak negativen način, ko se gledaš svoje sovrstnike, pa si drugačen. Pa nekako, kot da si nekako črna ovca, ne spadaš tam, ne, imaš tak občutek. In tudi to je neka motivacija, sicer prek bolečine pa trpljenja, ki nas motivira, da predelamo to svojo rano in potem postanemo zdravitelji tako najprej sebe in drugih. Ampak je ta trik, ne, ko pravimo, da je to rana, ki se nikoli ne zaceli, ravno zaradi tega, ker smo rabili nekaj slabega ali pa tako nam neprijetnega doživeti, da smo šli čez to izkušnjo. Ker recimo mi je všeč ta pregovor, ko rečemo, ta oseba je zelo uspešna, ne, kaj bi jaz dal, da bi jaz bil kot ta oseba, ampak nikoli ne vemo, kaj vse je ta oseba mogla pretrpeti, da je do tega prišla, ne, mi vidimo samo končni rezultat. In to so te neke spremembe, pa tudi ali pa deformacije v osebnosti, ki ti to omogoča, ne. Nekdo, ki lahko preteče maratone z lahkoto, ne samo, da je veliko truda, ampak tudi neki psihološki procesi so drugačni kot od nekoga, ki Vadi jogo. vadi jogo, ne. In ne moremo zdaj samo končnega izdelka kupiti, brez da bi razumeli, kako je ta oseba do tja prišla. In Kiran je ta neka pot soočanja se s to drugačnostjo pa sprejemanjem, da nisi, čeprav si drugačen, nisi ločen od drugih, ne, da imaš tudi te skupne povezave. Ampak kako je to povezano s soncem, ne? Recimo, sonce kot pot individuacije, če recimo v kakšnem konjunkciji, to je kot 0 stopinj, od 0 do 10 stopinj, s Kiranom je lahko kot nek spoj, se pravi, osebna pot samo razkrivanja, samo spoznavanja je inherentno povezana s poznavanjem te neke bolečine, drugačnosti, odtujenosti, ne. In taki posamezniki so lahko imeli neke, lahko bi rekli, travmatične ali pa negativne izkušnje v življenju, zgodnjem že, ampak je spet tako treba biti previden, to ne rabi biti neke hude travme kot grozodejstva, ampak neki nastavki, lahko je samo neka neslana šala, ki jih je tako zamarkirala, to pusti neke sledove, tako da ne rabi biti nekaj zdaj zelo groznega, ne, tako da ne smemo zdaj posploševati, da je to ne vem, kaj vse bilo, ampak take malenkosti, ki ostanejo z nami. A bi mogoče lahko zdaj rekla, ne, kaj bi pomenilo, če je pa Kiran v 8., v 4. pa 12. hiši, ki so nekako povezane s čim? To so vodne hiše, se pravi, so povezani 4. z znakom, zodiakalnim znakom raka, 8. s škorpijonom, 12. z ribami. To so vodna znamenja, ki so povezana s čustvi in s preteklostjo in tudi neko dediščino, zgodovino, družino, karmo, ne. In ta Kiran, če recimo, odvisno tudi, v katerem znamenju je, ker Recimo, dajmo, da je zdaj v ovnu, ne. Okej, se pravi, oven kot ognjeno znamenje predstavlja neko notranji ogenj, inspiracijo, voljo do življenja, ta iskra, ne, ta borbenost. Zdaj, če je Kiran v
ovnu sam po sebi kaže, da je na neki način posameznikova volja, ta volja do življenja bila na neki način poškodovana ali pa znegirana, onemogočena in potem ta energija nikamor ne gre, ampak samo dobi neki dodatni ovoj, da se težje izraža naravno, kot bi se. In ta ovoj je ta kironska rana, skozi katero ta oseba potem raste in se razvija tekom življenja, ne. In zato je lahko, kot sem rekel, najprej rana, si ranjen, potem si ranitelj, ker mi zelo težko se zavemo stvari, ki so v nas, dokler jih ne izkusimo, in lahko to bolečino projiciramo na drugega, se pravi, druga oseba nas omejuje, čeprav mi sami sebe, ampak mi damo njih v to vlogo. In tukaj mi ranimo druge, ki jim, po domače rečeno, vsiljujemo ali pa solimo pamet, zakaj se tako do nas obnašajo, čeprav mi nismo v stiku tako z realnostjo, ko govorimo iz nekih čustev. Zdaj, če gremo pa v 8. hišo, ne, ki je pa hiša, to je lahko družinska dediščina, zapuščina, skupne finance, Dolgovi, dolgovi, tudi duševni, ne? ja, tudi te, za obljube, ne, te kot pogodbe, recimo dušne, ali pa to, kaj se mora zgoditi. Tudi hiša smrti pa transformacije, se pravi, ne naše, ne smrti drugega, ampak naše bolj v tem psihološkem smislu, ne, ker mi kot osebe imamo neko svoje čustveno polje, ki ga vidimo v raku, ampak lahko vidimo pa z energijo drugega v stik, se pa to malo premeša in moramo mi dovoliti, da nastane neka nova simbioza, to je ta škorpijonski proces transformacije. No, ampak Kiron tukaj, zdaj, če gremo samo v 8. hišo brez tega ovna, govori o tem, da te teme, ne, kot so neka skupna intima, skupna čustva, intimno partnerstvo, finance, to vse je lahko neka rana, lahko da je bila oseba naučena, da so to vedno neke lažne obljube, da ljudje niso zvesti, da ne moreš nobenemu zaupati, ne. Bi lahko to povezal tudi, se pravi, z očetom, kot neko partnerstvo, model, kako je on sin videl pri očetu, ali pa če očeta sploh ni bilo. Ja, se pravi, zdaj, če je oče prisoten, recimo 8. hiša je tudi nekako hiša teh spolnih vlog, ne, kako se mi sklepamo take odnose, pa ustvarjamo nekako tudi svojo družino potem, ne. Če je tukaj Kiron, je lahko nekaj sprevrženega ali pa nekega sramu, se pravi, recimo, lahko da oče ne zna na pravi način pokazati svoje iskrene ljubezni do svoje žene, ker je naučen, da se to ne dela, ali pa ga boli, ga je sram teh čustev, ali pa zaradi tega raje ljubice, ker je to dosti bolj sprejemljivo tudi v družbi pa s svojimi pevskimi kolegi, je pač bolj šovinističen do svoje žene, ne, in sin to spremlja, on je njegov edini model, kako se moški obnaša do ženske, in se potem tudi ta Kiron, ne, to je v sinovi karti, če se on zave, okej, tukaj nekaj ne štima, koliko to mami trpi, ne, ke ima oče ljubice, je zdaj pa rad bil drugačen in se sin odloči biti drugačen, ampak ta kironska rana se lušči, ampak je pa še vedno na nekem nezavednem nivoju ta scena, do svoje žene moraš biti hladen, šovinističen, do ljubic pa topel, ohranja, ampak se lahko na drugačen način izrazi. Se pravi, da tudi če ima sin dobre namene, da želi eno krasno punco spoznati pa jo na zmenek peljati, lahko na zelo mačističen način pristopi, samo tega sploh ne zaveda. Ker je neka rana, ta model še vedno noter in šele ko on to ozavesti, se lahko začne spreminjati, ne. Enako je pri puncah, ne, recimo, če to model očeta, bo potem tudi ona take moške privlačila, čeprav ji ne ustreza, da se do nje tako obnašajo, vidi, kako je očetov mačizem negativno na mamo vplival, ampak ona bo še vedno take moške privlačila, ker ji je to poznano, ker je to edino, kar zna. Šele preko nekega intimnega odnosa, ki je, upajmo, drugačen, da pride do nekega čustvenega soočenja, do preobrata, lahko ona ugotovi, da to njej sploh ne paše. Ampak ta rana pa, da pride do zdravljenja, rabi najprej biti ozaveščena, ampak je pa tukaj ta bolečina, ne, ker moraš biti nekako prizadet, da ugotoviš, da te pa to ne paše in da so tudi drugi ljudje
ki so v podobnih situacijah, ampak se drugače odzivajo, ne. Recimo, oni imajo pa krasne odnose, ampak pol ugotoviš, da oni drugače razmišljajo. In potem, ko je ta perspektiva, ko si ti sam ranjen, pa začneš o tem razmišljati, se lahko iz tega rešiš in spremeniš ta čustveni vzorec. In zdaj, če damo to še v ovna, ne, 8. hiša pa oven, ta volja, se pravi, lahko da je ta sin skozi z nekimi ženskami, katerih on sploh ne noče, sploh noče biti z njimi, ker se ne more uveljaviti svoje volje, ampak je pa z njim zato, ker z nekom pa le more biti, ker oče je tudi zaradi denarja ali pa družinske vezi je bil primoran se poročiti s to žensko, ki je pa pol mama temu sinu. In on lahko je z nekimi ženskami, ki mu sploh niso privlačne, ampak je pa on njim všeč, a on pa nekaj koristi od njih in je pač z njimi v odnosu, ne. In dokler on je nesrečen, ampak ko pa on ugotovi, da je nesrečen zaradi tega, ker je tak model bil v družini od očeta prevzet, pa pol začne to spreminjati, ampak je proces integracije boleč, ker mora on iti čez to, da ta situacija doma ni bila v redu, da mu to ne ustreza in da mora on zdaj drugače, potem je odpor doma in še v družbi in je veliko potrebno za ta čustveni preobrat, ne. Tukaj pa potem je ta razvojna stopnja samega procesa Kirana skupaj z individuacijo. V Ja, bistvu je to pot pol malih korakov, ne, če je to sploh v ovnu, da si upa pa tiste male stvari, pa te so sigurne, ne. ja, zagotovo, ker je potem treba, ke oven je pionir, ne, on čisto nekaj na novo izumlja, samo vidi priložnost in gre zanjo, ne, in seveda, da je to boleče lahko, ker je ločitev od tradicije, od družinskih vzorcev in je tudi zaradi tega boleče, ampak druge izbire pa tudi nima, zato ker če ostajaš čutiti to rano in nekako je, če pa gre naprej, pa tudi trajanje in vedno znova in znova, ke se sooča, koliko globoka je ta rana, koliko so različne izkrivljene percepcije v družbi, ne. In na neki način oven je bojevnik in potem človek, ker je to s soncem povezan, se nauči biti bojevnik neke ranljivosti ali pa iskrenosti do samega sebe in drugih, ne. Ker hoče nekako presekati te iluzije, ke so, ne, v drugih ali pa pri sebi in je ta boj skozi povezan s priznavanjem te rane, da nekaj naredi s tem in da potem tvega v odnosih, da je zavrnjen, da je ponovno ranjen, ampak on potem se lahko začne s tem spopadati tako, da to sprejme, da to je njegova Sončeva pot, ne, njegova individuacija. Tukaj bi mu pomagala kakšen dober trener, ne, Ja, ta vzdržljivost. da v bistvu, da kako točno to, da vzdrži, da ne pusti, da ne odneha, a ne, in zdaj v bistvu, kako se pa ta arhetip Kirana lahko konkretno izrazi v odnosu med očetom in sinom in posledično naprej na avtoriteto. Ja, zdaj vedno potem govorimo o neki rani, ne. Recimo, jaz bi tako rekel, da je oče, se pravi, sonce je podoba očeta. To ni realni odraz našega očeta, ampak kako ga mi oziroma ta nosilec te karte vidi. Recimo, če so trije sorojenci ali pa dva, bo vsak imel sonce drugače postavljeno in bo iz drugega zornega kota svojega očeta. Tukaj samo do tega posameznika, zato da to ni objektivno. Torej je pomembna tudi pozicija kozmograma, ne? Ja, absolutno. Zakaj nam to pomaga? Zato, ker to je ta zanimiv paradoks, ne, ker ponavadi gremo v terapijo ali pa v simbolno kozmološko interpretacijo naše karte, da bi dobili neke odgovore, da dobimo potrditev, da ja, stvari so se nam zgodile, ke nam niso všeč, ampak mi smo za to krivi, da dobimo neko bolj objektivno plat. Ampak paradoks je v tem, da to ne odraža realnega stanja, ampak samo naše percepcije, ne. Kako mi dojemamo očeta, mamo, partnerje, vse je v nas. In tukaj je tudi sam proces terapije je tudi malo kironski, zato ker vsi vidimo, kako smo žrtve krivic, žrtve drugih, ampak v resnici je nekaj v nas, ta nezavedni program, ki vedno znova in znova pa ustvarja te situacije in vzorce, da smo ranjeni. Tako da, če se v sebe zagledamo,
lahko tudi mi sami to rešimo, noben drug. To pa naredimo lahko samo tako, da nehamo kriviti druge, ampak ne da krivimo sebe, ampak da sprejmemo, da imamo tak izkrivljen pogled, ki nam ni všeč, popačen pogled, bolj rečeno, da smo tudi mi edini, ki ga lahko spremenimo. A lahko zdaj rečemo, da ko začnemo se malo bolj potapljati v svojo lastno nezavedno, a ne, a je to potem lahko človek, posameznik, lahko je moški, lahko je ženska, ne, pride do tega stika, do tega, da v redu, mama je mama, oče je oče, ampak imamo tudi mogoče arhetipske starše. Ja, absolutno. Ja. To je ključno pri terapiji, Mm. da mi zakapiramo, da to, kako mi doživljamo starša, to ni ta starš. To je samo kako naše pričakovanja, naše želje, naše izkušnje. Ker vsi poznamo to, da je oče lahko z nami recimo zelo hladen, medtem ko z drugimi je pa zelo topel, ali pa obratno za mamo ali kogarkoli. To ni odraz nas, ampak je samo taka dinamika med nama, ne. Recimo, če je Kiron tukaj prisoten, je neka rana v tem odnosu, ki jo ima oče, mi lahko vidimo očeta kot ranjenega, ne. Se pravi, pri njemu je nekaj narobe, on je drugačen, ampak v resnici je to naša notranja projekcija, da mi sami nekaj pri sebi ne znamo sprejeti in potem damo to na očeta. Seveda oče se odziva, kakor se, ampak nekaj nam tukaj manjka in smo mi edini, ki lahko to spremenimo čez čas. In je spet treba se ločiti od te ideje, da smo zdaj mi žrtve očeta. To zdaj ne pomeni, da te krivice, bolečine, ki so nam bile prizadejane, tudi tisti, ki so recimo deležni nasilja, da so oni sami za to krivi, to ni res. Ampak je samo odraz te dinamike, ki jo tudi mi nosimo v sebi. Spremenimo to, da si dovolimo imeti drugačne odnose z boljšimi, recimo punce z boljšimi partnerji, da so moški boljši očetje potem. In to, kot je Nadine omenila, šele ko mi sprejmemo, da ta koncept, kaj pomeni dober oče, da to ni nujno povezano s fizičnim očetom, ampak je bolj povezano z vsemi moškimi avtoritetami, ker mi to ponotranjamo, da je to nekaj v nas, kar mi iščemo, lahko mi sami sebi postanemo oče. In potem nehamo dajati tak negativen oziroma pritisk na fizičnega očeta, ker se lahko k sebi zatečemo. To je podobno, kot bi recimo v veri rekli na Boga, ne, pač ta notranja drža, ki nas usmerja. To je ta notranje sonce, ta oče, ne, kot tudi v Bibliji pravijo. Hočem to poudariti, to ni zdaj samo za očeta, ampak je za vse, tudi za mamo in za vse odnose v resnici to neke vloge, ki jih mi nosimo v sebi, pa jih nalepimo na druge ljudi. A lahko zdaj se dotaknemo do tega, da potem nekako, ko že splezamo ven iz teh stvari, ne, postopnih, ko se dolgo časa pocamo, ne, pa da postanemo sami sebi oče, ljubeči oče in sami sebi ljubeča mater. Ja, je možno. Je to možno? Je možno, ampak Pa najprej da se potem tukaj zgradi ta avtoriteta lastna, ki se jo obrne v alteriteto. ja, absolutno je Ja. možno, ampak je najprej potrebno ozavestiti, kaj trenutno nam oče oziroma avtoriteta predstavlja in sprejeti dejstvo, da smo lahko v coni udobja nečesa, kar je za nas zelo neudobno. Da nam res predstavlja stisko, ampak ker smo tega navajeni, se k temu skozi zatekamo, čeprav nam škodi. In šele, ko mi začnemo zavedati tega vzorca, ga lahko samo s tem, ko se ga zavemo, včasih spreminjamo, ustavimo tiste koči trak in nekaj spremenimo, pa drugič spet. In tako se počasi nek nov film ustvari. In potem, ko smo mi dovolj zadovoljni, pa lahko načrtno vzpostavljamo bolj ljubečo držo do tega, na ta film dajemo več samo ljubezni, več potrpežljivosti in to potem na sebe nazaj projiciramo, da se tolažimo. Ampak pogoj je, da rabimo mi te izkušnje nekje drugje doživeti. Da smo mi samo navajeni neke hladnosti pa nasilja, lahko mi slišimo o ljubezni iz filmov pa odpuščanju pa to, samo če mi tega sami nismo bili deležni, Ni izkušnje bilo?
ni izkušnje na neki čustveni ravni, tega ne moremo poustvariti. In šele potem si rečemo, okej, oče je bil do mene zelo hladen, ampak tisti moj kolega je pa vedno zelo dobrodušen pa srčen z mano in to je nekaj, kar jaz cenim in zdaj lahko jaz najprej moram spustiti to podobo očeta, pa da je to nekaj, kar jaz za sebe nosim, da me kontrolo nad tem. Šele potem pa lahko jaz od tega kolega to srčnost, toplino dam na ta notranji film o očetu in tako dobim to. Samo rabim pa najprej to izkušnjo. In če je nimamo, je ne moremo zaigrati, ker je to čustveno in potem nevrološko povezano z našim živčnim sistemom, ne. Rabimo to fizično izkušnjo imeti. Zato je tako pomembno biti v telesu, ne. Ja, absolutno. Zdaj za konec mogoče še, kako vzeti pa to kironsko pot za svoje in kako je pol povezati s Sončevo? Ja, absolutno je tukaj tudi od Kirona ena past, ne, ta zdravitelj. Potrebno je zdraviti primarno sebe, ker s tem, ko sebe zdravimo, tudi druge zdravimo. Se pravi, kot sem na začetku rekel, če smo mi deležni neke negative, tudi mi od drugih negativni skozi. Ampak če pa mi doživimo neko izkušnjo pozitivnosti, to zdaj poenostavljam, tudi mi lahko pozitivni in potem ni namen, mi zdaj zdravimo druge, pa jim govorimo, ti moraš to pa to narediti, logično, ampak s tem, ko smo mi s svojo pozitivnostjo prisotni, lahko druge spodbudimo, se spremenijo, ker jim damo to izkušnjo pozitivnosti in to potem oni sami s tem upravljajo. Tako da Kiron se lahko spremeni v tega celitelja ran, ki je lahko nevtralen, samo s prisotnostjo, lahko je pa kot neke vrste odrešenik, ke gre za drugimi skozi, da bi jih zdravil, ampak to je samo eksternalizacija pozunanjanja notranje rane, te dinamike, ke skozi znova in znova želimo podoživeti to izkušnjo negativno, da jo lahko predelamo, ne. Recimo to, da poenostavim koncept. S tem, ke mi podelimo neko svojo stisko prijatelju ali pa prijateljici, že da želimo potrditev, da mi res trpimo, ampak tudi, da nam da neko drugo perspektivo. S to drugo perspektivo lahko rečemo, pač to ni tak problem nujno, ne. Če pa mi skozi dobivamo isti odziv, ja, to je res beden, bo to tako ostalo. Zato če tvegamo, lahko dobimo nov odziv, ke se pol tako spremeni. Kako zdaj to s Soncem povezati? Je spet, ne, Sonce je tudi poklic, kaj smo poklicani in lahko smo poklicani in veliko ljudi s kombinacijo Sonca Kirona so izvrstni zdravitelji, terapevti, šamani, vse take terapevtske svetovalne stvari, ne, ampak mora biti pristno je pa samo takrat, ko smo mi zmožni zdržati svojo bolečino, s tujo bolečino in zdravimo samo s prisotnostjo. Ne toliko z nekimi tehnikami, to pomaga, ampak ne, da je to namen, ni namen zdravljenja, ampak namen je samo biti prisoten in že to je zdravilo. Že to, kar si zdaj omenil, postajati to, kar smo in biti v prisotnosti bivanja, biti, ne, kot človeka, tukaj je tudi naša Kogitova metoda, ne, metoda Ipal. Tako da, Maks, tole si zdaj zelo lepo ubesedil. Hvala. Mogoče še kakšna misel za zaključek, kar si zdaj sam, ko si se ukvarjal s to temo, kaj si dobil kak uvid, misel, občutke? Ja, to bi še komentiral, kot je tudi v imenu metoda Ipal, res gre za metodo, ampak ne to nekega pristopa, tudi metodika, ampak je bolj ta metoda simbolne kozmologije spoznavanja samega sebe, kako smo kompleksna bitja, kako nujno rabimo biti nekje outsider ali pa izven sistema, da se spremenimo. Ne zato, ker se moramo, ampak ker je tudi v nas nekako ta evolucijska drža in da ključno je sprejemanje in je spreminjanje šele sekundarno. S tem, ker mi želimo nekaj pri sebi ali pa pri drugih spremeniti, smo že izgubili. Moramo najprej to sprejeti in samo s sprejemanjem lahko že veliko naredimo, ker si olajšamo notranjo bolečino, ne krivimo drugih in smo tudi neka luč potem za druge, kar je tudi to sonce na koncu. Tudi v naših skupinah, ne, se to da zelo dobro obdelati. Ja, zato ker se nekako vidimo te kironske ravni drug drugega, pa kaj želimo,
in je to neko sprejetje, ne, se pravi, je neka ista bolečina, ampak se vsak z njo drugače sooča in to je tudi en čar perspektive, da ugotovimo, da nismo tukaj sami, pa so še druge stvari, ampak je razlika pri metodi IPAL pa drugimi pristopi je to, da je treba to potem najprej čustveno tudi sprejeti, ne samo kognitivno, in potem tudi to udejanjati, čutiti v telesu in z dejanji potem ta stari vzorec izgoreva, ne, in se pa spremeni. Lepo si rekel, povedal vse, kar je bilo. Mogoče zdaj lahko dava kakšno besedo za vprašanja. Ja, Se vam je kakšna misel utrnila? Imate kaj? te pa mogoče lahko dam mikrofon. Ja. Tudi tako kakšen feedback, Ja. kako se vam je zdelo? Ja. Ja, Vrhunsko. Osebno maks, kar se tiče Kiranovo smetiš, je perfektno. By the book. hvala. Hvala. Tudi sem pohvalil za začutek. Tudi Hvala. Še tam imaš gospod, zdaj? A, v redu. hvala za vse razlage. Jaz pa rada vprašam, da se govori o avtoritete, ne. Ko pišeš Vidno ne rečem. to se moraš zaslužiti. Avtoriteto stvari imaš ali pa nimaš. Če se to odvisno. To je kot recimo, jaz sem, ko sem študiral, ne, tudi tako že prej na fakulteti, sem se skliceval na to apostolsko avtoriteto, ki prihaja iz kot božje karizme, ne. In v smislu karizma, avtoriteta v tem smislu je, da ti, tukaj, če gremo zdaj na kozmološko simboliko, tega leva, ki dober vodja, učitelj, mentor, bo začutil drugo osebo, kaj želi, kot dober oče ali pa dovolj dober oče, začuti svojega otroka, ki so njegovi potenciali, kaj že leži v drugem posamezniku, ne. In potem on to samo potencira in nazaj zrcali, vrača. Ni, da bi on vsiljeval svoje, ampak samo na svoj odrasel način s svojimi pristopi pomaga to dinamiko pri drugem vzbuditi. Zato ker ta razkorak je lažna avtoriteta, je nekdo, ki se sklicuje na status. Ti podrejeni moraš mene sprejeti, ker sem jaz nadrejeni, ne. Ampak to je tako zelo birokratsko. Priti mora do nekega čustvenega ali pa duhovnega stika, kaj se ga pa ne da ponarediti, ampak je ali pa ni, ampak v smislu, lahko je spontano, ker sta na isti valovni dolžini, lahko pa ni spontano, ampak se pa pridobi na ta način, da se odrasla oseba, ki želi biti avtoriteta, približa drugi osebi, da jo bolj spozna, kako njihovega duha, posameznika, da vidi te potenciale, ki iz posameznika izhajajo, ne da on svoje potenciale v njih projicira. Tudi če se on ne strinja, recimo, da je nek matematik, on ima lahko eno učenko, ki želi biti balerina, saj on nikoli nima teh ambicij, ne bo imel, ampak on to vidi in ji bo pomagal razviti te spretnosti, discipline, pa to s tem, ko se bo on v njo uživel, ko ji bo dal take napotke, da bo ona imela nekaj od tega za sebe. Ne, da ima občutek, da ona to more zaradi šole ali pa zaradi njega delati, ampak dela za sebe. Svoje na nek način je neka spojitev teh energij. Zato pravim, da se jih ne more zaslužiti, ampak so ali pa niso, je kot si rečeš, sreča si se tako z nekom ujel, lahko se pa zgradi, ampak je potreben to sprejemanje druge osebe. Kakor recimo starš pa otrok, ne. Vsi bi radi imeli popolne otroke, ampak se malo ljudi dandanes sploh malo, vse manj sprašuje, kdo je ta otrok. Se mi zdi, da so otroci neki projekti, ne pa to, da je otrok, tudi če je že neko bitje, ki se še razvija, ima ves potencial v sebi. Že v sebi ima neko osebnost, ki se šele razvija, pa gradi pol, kako se to vzpostavi, je pot razvoja pa vzgoje. Ampak starš lahko začuti, kaj ta otrok je. Recimo otroka lahko zelo veseli risanje ali pa veslanje, medtem ko starš to sploh ne veseli, ampak bo to zaradi tega otroka naredil, ne ker
more, ampak ki želi podeliti to srečo, to energijo s tem otrokom, ne? Da se otrok razvija. Da ni tako, ja, meni kot oče bi rekel, ja, mene pa to ne tega ne bo delo, pa dela to, kar mene veseli. Pač to je možnost, s tem se ti odreči svojega otroka in ni stika. In ta otrok potem se v domišljijski svet zateče, a se pa v depresijo lahko pade, ker nima ventila za to, ker ga noben ne razume, ker se, pa če je kakšen učitelj takega, se mu približa, pa lahko razvije tak potencial. Potem je oče nek antimodel, ker je negativna figura, ampak tudi če je negativna, bo še vedno se na nezavedni ravni, ker je bil otrok primoran se na njega obračati v najzgodnejših letih, ponavljati njegove vzorce. Še posebej pa to pomembno, tudi če otrok nima očeta, ne, če oče je res fizično odsoten ali pa če je umrl pred spočetjem ali pa, mislim, pred rojstvom, hočem reči. Pred rojstvom ali pa potem, če je umrl, je ta notranji, kot sem prej rekel, ta notranji oče še vedno živi, samo je arhetip in bo iskal tega očeta prek drugih figur, ampak je zanimivo to, ker si rečemo, to bodo drugačni odzivi. Res je, recimo, en učitelj bo lahko bolj sofisticiran, kot pa nek oče, ki nima takih znanj. Ampak je pa paradoks in neka lepota v tem, da je pa še vedno ista dinamika. Se pravi, če ima otrok že v kozmogramu lahko zapisan sonce Kiron, bo tudi v tem učitelju videl neko pomanjkljivost. Ne glede na to, koliko bo dober, vedno bo neko napako naša avtoriteta, dokler Je isto, ne? ja, ne odpravi tega, se pravi, da je s tem otrokom karkoli narobe, ampak doživljanje, samo doživljanje sebe je na nek način popačeno. Z nobenim več ni narobe, taki smo, kot smo in smo v redu, tudi to svetopismo skozi pravi, da ga promoviram, samo tako, to je najbolj kulturno tukaj znano, da smo vsi sprejeti taki, kot smo, samo mi sebe ne sprejemamo, mi, ne tako drugi. Vsak samega sebe najmanj sprejema, drugi nas nikoli ne bodo toliko ne sprejemali, kot mi sami sebe najbolj sprejemamo. Ker drugi nas ne morejo, drugi nas ali sprejmejo ali pa ne, ampak če mi sebe sprejemamo, nas to ne boli. Se samo družimo z ljudmi, ki nas sprejmejo, unike pa nas ne, se pa ne družimo z njimi, pa ne imamo tega osebno. Osebno imamo samo takrat, ko mi sebe na unih točkah ne sprejemamo. Da ti to kaj odgovori na vprašanje. Ja. Lahko ti še prav praktično. Daj. Pa se že imela vprašanje te avtoritete. Dokler se avtoritete lažne, hodijo gor, ti nišajo neko zadevo, jemneš in iščeš te osebne napake. Hodijo sami taki naprej, ki ne znajo se postaviti, ne znajo se politiki. Ko pa ti to sprejmeš, rečeš, ok, v redu, pač taki ste, ko pridejo pa drugi ljudje. Ko se pojavijo na šefskih mestih druge osebe, druge zadeve, ki pa lahko tudi kaj povejo. In gre razvoj naprej, ne? Ja, in moraš pa ugotoviti prvo, da to ne imaš težavo, da pač ugotoviš po 3 sekundah, da pojma nima tisti, ki tam stoji, ne, pa še naklada. Ampak bolj kot to, ok, ja, ste, v redu, greš mimo, pa podzavestno odide, samo povrije nekdo. Kogar pa se ti s tem sekiraš, tako je povedal, pa s tem ukvarjaš, pa hodijo sami, tako je okoli. Tako. Ja, In pride do okej, spremembe. taki se. In to je lahko čez noč. Čez noč so lahko ogromne spremembe. Tako. Hvala. Gospa bi še bil zadnji, kaj povedala. Ja, vse pohvale, mislim, velike pohvale, super je bilo. Sonca, ne, enega moškega, ne, ki me da zbliz, in tako drugače. Da Lune in Kivana, v Devici, pa v radnim Saturnom. Pomak povedal. Mislim, lahko malo, samo vprašanje je, kaj te zanima glede te osebe, oziroma te dinamike. Vse si rekel, da bi bilo lahko terapija servita ali tako, ne. V tem, kakšne so lahko potenciali. Se,
z drugimi. Se pravi, sonce, konjunkcija Kiron, luna v Devici v 8. hiši, Ja. nasprot Saturn v Ribah v drugi hiši, Retrograd. retrograd. Ja. Ok, Kiron je pa direkten potem. Ja. Tudi to, na tej točki bi še vzpostavil, ker planeti so tudi lahko retrogradni, ne, se pravi, to pomeni, da so v sebe potegnjeni, da je bolj več refleksije in zdaj, če je tukaj Kiron, če najprej damo, če je Kiron direkten, se pravi, se pomika naravnost naprej, pomeni, da mi doživimo od odzunaj neko rano, ker lahko se rečemo, jaz se pa tega sploh se meni zgodil in to me je zaznamovalo. Če pa Kiron retrograden, pa mi kar to rano tudi doživljamo, ampak ni nikoli nekega jasnega izvora, ampak je v nas že od nekdaj nek občutek, ki ga skozi pol podoživljamo. No, ampak zdaj za ta primer, se pravi, da sta sonce in luna skupaj, ne, s Kironom. Se pravi, po eni strani je ta očetovski princip, da je oče na neki način doživeti kot ranjen, in tudi mama, ne, oba sta nekako ranjena, ampak ker je ta spoj med njima, je tudi lahko, da je njun odnos lahko viden kot neka rana, ne da je negativna, ampak neka rana ju skupaj povezuje lahko ta odnos, ne. Zdaj, v Devici lahko da ker je 8. hiša, so zdaj odnosi, partnerski odnosi, ali pa tudi na neki način tudi pomembni drugi, ne, kako ta čustva drugih ali pa psiha drugih vpliva na tega posameznika, ker Devica pa želi analizirati pa rešiti te zadeve pač na neki konkreten način, lahko da ona želi te svoje starše rešiti, popraviti in lahko zdaj odvisno, kako se ona to interpretira, lahko da je ona to nase, da ona ni dovolj, da mora biti ona vedno boljša, lahko je neka krivda ali karkoli. Lahko pa tudi to na starše, da je to na neki način sprejela, ne. Ampak ker je tukaj še Saturn v Ribah, to so pa neka čustva, in če je retrograden, je ta dinamika lahko tudi malo karmična, se to nič ne pomeni, pač, kaj to karmično pomeni, ampak je neki star vzorec družinske dinamike, ki se tule ponavlja, in ker je retrograden, je to nekako ponotranjen in se ta oseba lahko ne zaveda, da to sploh dela. In preko te analize, ker Saturn predstavlja neko omejitev, se pravi, jaz bi rad pomagal svojim staršem, ampak ne morem, ker nekaj mene pri mojih vrednotah nazaj drži, jaz tega nisem zmožen ali pa nisem veden ali pa takega. In zdaj ta oseba lahko na začetku življenja to deviško energijo usmerja v rešitev staršev, ampak v resnici jih nikoli ne bo mogla rešiti, ker morda z njimi nešto narobe, ampak je ta stari vzorec, ki Saturn so neke stare meje, tudi lahko, če retrograden, na čustveni ravni se ta vzorec sam ustvarja in je noter problem. Potem, ko se ta oseba ukvarja s svojimi starši, pa tudi z drugimi pomembnimi, se pravi partnerji, partnerkami, ker želi te odnose popraviti, v resnici želi popraviti to notranjo rano tega čustvenega vzorca, ki se družinsko ponavlja in s temi tehnikami ozavešča, kaj ta vzorec lahko je. Tako da na neki način je lahko terapevtsko za sebe, ampak je pa terapevt za druge v tem smislu, da se nauči to s pridom uporabljati, da prepozna, dobro bere čustvene dinamike drugih ljudi in ima lahko odgovore za to. Ampak to je lahko samo praktično na dober način izveden, da je prisotna, da razume, kako drugi ljudje delujejo, ne pa da jih načrtno rešuje. Zato, ker ne rešuje njih, ampak sebe s tem. Se pravi, lahko da, če bi bilo, ne vem, to kakšna manualna terapija, ne, bi lahko samo s prisotnostjo ali pa z nekimi dejavnostmi, v narekovajih, zdravila druge, zato ker spreminja energijo prostora ali pa postavitev samo s prisotnostjo, ne. Ker ima percepcijo, kaj je narobe tukaj, kjer so čustveni vozli in z nekimi konkretnimi dejanji se te vzorce lahko razbija. Ampak ne zato, ker jih hoče, pa zato, ker se jih samo zaveda. To je lahko nek pozitiven potencial, če sem ti kje odgovoril. Ja, zelo dobro si odgovoril, hvala lepa. Mi je zanimivo, pa tudi za razmišljati, a ne. Pa ene stvari so se mi razjasnile. Hvala lepa. Hvala za vprašanje.
Hvala vsem. Hvala vsem, ki ste tukaj danes prišli. Vabljeni tudi naslednji mesec, kjer datum pa že pride. Spet 3. sreda, če ima kdo. Tako je. Ste tudi vabljeni, Ste tudi da vabljeni. ostanete sedaj na... Tako, na srednji skupini, dobrodošli. In en aplavz za našega Maksa. Naslednjice lahko 18. vidimo. 18. Boste pa še obveščeni. Bom imela pa jaz, bo pa osvobajanje srca, to, kar sem imela tudi zadnjič na srbski, no. Pa je bil zelo dober odziv, no. Pa bom zdaj še v slovenščini. Tisto je bilo dobro. No, ja, saj so vsi rekli, ste vsi rekli, tako da res hvala. In nekako sem rekla, bom pa pol jaz osvobajanje srca. In kako je potem to povezano z našo metodo IPAL pa z metodiko. Tako da pridite, dobrodošli. Ja. Nasvidenje. Nasvidenje. Adijo.